Zdaj, ko so prazniki, bi sam rad nekaj spomnil. In sicer, da je samo ena stvar slabša, kot to, da si Slovenc. To, da nisi Slovenc. Levičarji skušajo tik pred volitvami s takimi montažami prepričevati, da jim je mar za Slovence, za kulturo in način življenja, vendar nismo nevedni in vemo, da vse so v zadnjih 4 letih naredili v škodo narodu. Dober mesec po prisegi vlade Roberta Goloba je ta ukinila urad za demografijo, ki ga je ustanovila prejšnja vlada Janeza Janše. Ker se je Janševa vlada zavedala, da slovenski narod počasi, vendar postopoma izumira, da urad ustanovila z namenom spodbujanja rodnosti, krepitve slovenskega jezika, kulture in načina življenja, družbene in kulturne integracije tujcev, spodbujanja družinskega življenja, materinstva, očetovstva in ljubezni do življenja, ter spodbujanja preživljanja starosti v domačem okolju in zagotavljanja možnosti oskrbe starejših, ko domača oskrba ni več mogoča. Levičarji so vse to videli in rekli, da tega ne potrebujemo. Še huje, začeli so početi ravno obratno. Rodnost je v času vlade Roberta Goloba najnižja v zgodovini Slovenije, odkar se beleži, brez znakov izboljšanja. Slovenski jezik je zanemarjen in ko je opozicija ob vedno pogostejšem pojavu albanščine v šolah predlagala ukrepe za integracijo tujcev, so levičarji čisto vsak ukrep zavrnili. S podporo zakona o evtanaziji, ki je bil lansko leto na referendumu zavrnen, so namesto kulture življenja gojili kulturo smrti med narodom, ki že tako izumira in je na vrhu po samomorilnosti. Namesto integracije tujcev so želeli uvoziti še več teh, tako rekoč legalizirati ilegalne migracije. Edina pot, kako urejati, kako učinkovito upravljati z migracijami, legalizacija. Čim več teh migracij spraviti skozi legalne oblike, ki vključujejo tako trening centre, ne samo z vidika jezika, ampak tudi z vidika veščin na samih lokacijah izvora, pravi v državah izvora. Evropa potrebuje delovno silo. In predlagali gradnjo 2 novih azilnih centrov v istem času, ko postaja varnostna situacija v krajih kot so Ljubljana in Logatec vedno bolj negotova. Po ukinitvi prej omenjenega urada so tudi denar za tega prerazporedili na urad za migracije. Mladek Svobode je na spletu zgraženo komentiral vsakoletne pohode za življenje. Danes sem jezna in zaskrbljena. Organizirajo shode in celo vabijo evropske poslance in cerkvene dostojanstvenike, da nam pridigajo o našem telesu, o naših pravicah, ki praznujejo družinsko življenje, materinstvo in očetovstvo. Z več zaporednimi udarci so situacijo z dolgotrajno oskrbo še dodatno zbirokratizirali in poslabšali, kljub temu, da je prejšnja vlada to po dolgih letih začela spravljati v pravo smer. Slovenija si ne more privoščiti še 4 let leve vlade, saj lahko pričakujemo oziroma zagotovo vemo, da bodo slovenski narod še naprej zanemarjali.